Sem Nika Kocijančič Pokorn, prihajam z oddelka za prevajalstvo in se celo življenje ukvarjam s prevajanjem. Prevajanje je lahko ustno ali pa pismo. Tisto ustno prevajanje pravimo tolmačenje in tolmačimo zato, da se dva posameznika, ki ne govorita isti jezik, lahko razumeta. Prevajamo pa podobno, zato da lahko razumemo ali pa morda uživamo v estetski vrednosti nekega besedila, ki je izvorno napisan v drugem jeziku. Zdaj, prevajanje ima lahko tudi večjo neko dodano vrednost in sicer prek njega spoznavamo druge svetove, druge načine mišljenja, morda tuje prepričanja, tuje perspektive, tuje načine tvorjenja smisla. Obenem pa, ko to tujost prenašamo v slovenščino, ta naš slovenski jezik krepimo, razvijamo in ga bogatimo. Zdaj, to je idealna situacija. Prevajanje ni vedno tako pozitivno. Lahko je tudi neko orožje v rokah zavojevalcev. Konkvistadorji so požgali vso obstoječe literaturo zavojevanih narodov in ponudili samo prevode kot tisto višjo obliko umetnosti in izraza. Lahko pa je tudi zgodovina nam kaže način, skozi katerega neke dominantne ideologije, morda tudi politične stranke, včasih meceni, poetike, v bistvu manipulirajo, zavajajo bralca, ker v prevod vnašajo to svoje prepričanje in nas hočejo v bistvu na nas vplivati, da bi to prepričanje sprejeli kot edino veljavno. Za dober prevod je najbrž potreben dober prevajalec in dober izvirnik, pa tudi zagotovo še mnogo drugih dejavnikov, ki ti pomagajo, da to delo potem ugleda svet in pride do bralcev. Torej prevod, čeprav se včasih zdi, da je neko samotarsko delo, v resnici ni. V prevodu so udeleženi mnogi ljudje, uredniki, založniki, tržniki in vse to omogoča, da v bistvu prevod na koncu koncev pride do nekega bralca. Včasih, Sašo, morda je, da je prevod dober, vpliva tudi na to, da so ilustracije zanimive. To sem opazovala pri otrocih, so včasih ilustracije morda še najpomembnejše. To je težko vprašanje. V resnici moram reči, da kdorkoli bi tako izstrelil, kateri je najboljši prevod v slovenskem jeziku, morda bore malo ve o prevajanju. Namreč, tako kot če bi me vprašal, katera je najboljša pesem v slovenskem jeziku, ne morem odgovoriti na to vprašanje, ker je to odvisno od časa, v katerem je nastala in predvsem tudi od bralca, ki ima različne okuse, različna pričakovanja. Torej, zame, lahko ti povem samo, kaj je zame osebno. To je zdaj zelo osebno. Zame je dober prevod tisti, ki spoštuje tujo, ki ne dodaja, ki ne izpušča in ki obenem je inovativen v slovenskem jeziku. Eden takih mojstrskih prevajalcev v našem prostoru je moj bivši kolega Andrej Skubic, ki je uspel prenašati sodobne škotske avtorje in obenem ustvariti v slovenščini zelo spontan pogovorni jezik. Moram pa priznati, da imam rada tudi zelo stare prevajalce. Še nedolgo tega sem občudovala prevode pri Netoperju, opereti Netoperju, ki ga je prevedel Oton Župančič, oče našega literarnega prevajanja, s kakšno duhovitostjo in odprtostjo tudi za muzikalnost, pa za besedne igre je ta naš veliki pesnik izkazal čisto na začetku 20. stoletja. Kaj si mislim o Sovretu? Sovret je bil zagotovo eden izmed naših največjih prevajalcev, ki nas je vpisal ali pa ki se je trudil tudi za tem, da nas vpiše v, bi rekli, rang teh velikih zahodnih narodov, ki so se v bistvu potrjevali s tem, ali imajo prevode iz klasičnih jezikov. Takrat se je nekako pojmovalo, da določeni narodi, ki nimajo prevodov iz klasičnih jezikov, so nekako zaostajajo za ostalimi.
In Sovre je tukaj kar naredil te ogromne previke. Vi veste, ne, da obstajajo sodobnejši prevodi teh klasičnih besedil in to je dobro. Sovretovi prevodi so tekoči, včasih zelo kulturno prežvečeni, rečemo, a ne, z nekega našega kota. Delani, imate pa tudi prevode, ki so veliko bolj izhodiščno usmerjeni, veliko bolj zvesti izhodnim besedilom. In to je dobro za bralca, da lahko izbira. Nekdo ima raje besedilo, ki bolj sledi grškemu izvirniku, drugi pa raje uživa v nekih bravurah slovenskega jezika. Če želite nekaj premakniti v svetu na bolje, potem lahko delujete kot tolmači in pomagate ljudem, ki stanujejo v Sloveniji, pa ne znajo slovensko, da bodo dostopali do storitev javnih služb, ki drugače ne bi mogli ali pa ne v taki meri, kot če jim vi na to priskočite na pomoč. Obenem boste pa omogočali našim zdravnikom, našim učiteljem, da bodo na enako kvaliteten način lahko nudili ali pa izvajali svojo službo tudi za tiste, ki slovensko ne razumejo. Lahko boste nam odpirali svet s prevajanjem literarnih besedil, nam pokazali tuje svetove, obenem pa razvijali našo slovenščino, da bo znala in da bo lahko funkcionirala v različnih situacijah in različnih položajih. Zakaj pa prevodoslovje? To bi vas pa tudi morda navdušila, torej raziskovati prevode. S tem pa boste morda odkrivali, kako vsaka doba prek prevoda poskuša vsiliti svoje vrednote bralcem. In je to nek tak vpogled v dušo naroda, v dušo neke družbe, katere vrednote so bile tiste, ki so se cenile v nekem obdobju, in boste mogoče lahko razložili, zakaj naši prevodi iz 50. let pri švicarski Hajdi ne najdemo pastorja, ampak najdemo učitelja, ki jo pozdravi, ali pa pri Andersonovi Mali morski deklici v slovenščini je samo zaljubljena, v izbirniku pa si želi duše. Jaz mislim, da morate biti pogumni, si drzniti, delati tisto, kar želite, in v bistvu tudi prek svojih talentov, ki jih imate na različnih področjih, in če je vaš talent znanje tujih jezikov ali pa veselje nad tem, da bi se tuje jezike učili, če je vaš talent ta, da imate radi tudi okolje, v katerem živite, pojdite v svet prevajalstva, dobili boste ta občutek, da svet spreminjate in da ga lahko spreminjate na bolje.